Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Pravi človek na pravem mestu. Da pomirimo histerijo, ki jo zganja levi pol slovenske družbe, odkar je oblast preživel Janša, samo tole. Svet in Slovenija sta v vojni in Janša se v teh razmerah znajde kot riba v vodi. Ko bo vojne konec, ga boste pa itak zamenjali. Tudi prvič ste ga. Do takrat pa si umivajte roke kot Gloria Gaynor, kašljajte v rokav kot Nina Pirnat in predvsem ostanite doma. Vi pa gledate 103. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Korona ekonomija je velika pizdarija. Kako globoka recesija nas čaka in kaj mora storiti vlada, da ekonomsko škodo čim bolj umili, nam bo povedal bivši finančni minister in strokovnjak za javne finance dr. Janez Šušteršič. Janez, pozdravljen v oddaji. Ja, dober večer. Dober večer. Danes malo drugače kot ponavadi preko Skypa, ampak verjamem, da vseeno vsebinsko bogato. No, kot vsi vemo, ko prebolimo virus, nas čaka še veliko daljše in hujše ekonomsko okrevanje. Ampak najprej bi te vprašal, Janez, v kakšni kondiciji so slovenske javne finance pričakale to epidemijo virusa? Po mojemu dovolj dobri. Zdaj, mislim, da imamo 2 leti presežka v proračunu, da sicer v tem proračunu menda ni vse zabeleženo pod izdatki, kar bi moralo biti. To smo tudi že takrat jeseni opozarjali, tudi fiskalni svet je nekaj o tem rekel. Ampak še vseeno, razlika je, če imaš izravnan proračun, ko se začne kriza, ali pa če imaš 6% primanjkljaja, ko prevzameš vlado. Tako da je kar dovolj prostora za ukrepanje. Kaj pa recimo slovensko gospodarstvo? Je danes bolj robustno, kot je bilo recimo v prejšnji krizi, ki se je začela pri nas tam leta 2008? Vsekakor je bolj robustno. Krizo leta 2008 smo mi začeli z velikimi strukturnimi problemi v gospodarstvu. Tudi takratni premier Pahor je o tem velikokrat kaj rekel. Zato smo bili tudi med državami, ki jih je kriza bolj prizadela. Danes je vmes je prišlo do prestrukturiranja. V tej krizi je veliko podjetij, ki smo jih prej umetno vzdrževali pri življenju, propadlo. Ljudje so se prezaposlili, imamo cel kup malih, zelo prodornih podjetij, za katere nas večina nikoli ni slišala. Tako da mislim, da gospodarstvo je definitivno v boljši kondiciji, kot je bilo takrat. Zdaj, jasno je, da seveda celotna ekonomija ni v enakem položaju zdaj, ko pač se borimo proti virusu. Problem so tista proizvodna podjetja, ki pač ne morejo proizvodnje ustaviti oziroma jo preseliti recimo na neko delo na domu kot kakšen javni sektor, pa kdo v storitveni dejavnosti. A se ti zdi, da je recimo ta virus tudi nekako neko razredno krizo ali pa da je razredno pogojen, ne? Kdo je kje v produkcijski verigi, kako je pač potem od tega virusa prizadet lahko? Ja, točno tako jaz mislim, že dolgo je znano, tudi, da je zdravstveno stanje ljudi odvisno od njihovega socialnega položaja, da je to močen pojasnjevalni faktor. Tukaj pa dejansko v tem klasičnem Marxovem smislu resnici, ko govorimo o nekih razredih, dejansko kje kdo v produkciji. Se pravi, ta sloj, ki se tudi največ poziva k temu, da ne ostanemo doma, tudi dejansko lahko ostane doma. Pa nekateri med nami tudi takrat, ko smo doma, lahko tudi kaj zaslužimo. Potem imaš pa en velik del storitvenega sektorja, ki ne more nič narediti, če nima stranka. Če ne more stranka k njemu priti, gostinstvo, hotelirsko, razne osebne storitve. In pa za produkcijo, ki tudi zastane, ne moreš avto šraufati nadaljavo. Tako da pač tukaj, vse to so tudi ljudje povedali. Marsikdo se je oglasil pa je rekel, da so te pozivi ostani doma precej v bistvu lahko za nekoga tudi boleče, ker enostavno ne more se sam odločiti, da bo ostal doma, če ni to regulirano. Kdo lahko ostane doma, kdaj, da ni sankcija. Ker pač, če ne prideš na delo, vemo, kaj sledi.
Kako težko je recimo za podjetja, vemo, danes ponoči je Revoz recimo prekinil proizvodnjo, druga velika proizvodna podjetja v Sloveniji več ali manj bodo sledila v naslednjih dnevih, saj take so napovedi. Kako težavno je recimo prekiniti proizvodnjo za, ne vem, teden, dva, mogoče mesec in jo potem ponovno zagnati? Mislim, da je večji problem trenutno prodaja, ne? Ker sej nihče ne dela verjetno sproti tega, kar bo prodal, ne? Vsak ima neke zaloge, ampak če so transportne poti prekinjene, tako kot so zdaj, ne? Ali pa bistveno otežene, potem se tudi prodajati ne moreš, ne? A veš, kje boš prodal avto, če so trgovine zaprte, na primer, ali pa karkoli narediš v tovarni, a ne? Se pravi, ustaviti proizvodnjo za nekaj časa ni tako velik problem kot to, da se je prodaja ustavila, ne? In da se da vprašanje, ne? En del tega se bo nadoknadil, en del pa to tudi ne. Ker tudi ljudje seveda med tem, ko so na čakanju, imajo nižje dohodke, tudi če bo podjetje in država del tega pokrila, ampak oni vseeno dobijo 80% plače, če so doma zaradi višje sile, ali pa otroka, ne? Potem dobijo 50%, ne? Če bo to trajalo mesec, dva, se bo to poznalo najprej v socialnem položaju, kar enega dela ljudi, potem pa se da v njihovi potrošnji, ne? In tako da ne bo možno tako zelo hitro nadoknaditi, ne, tistega prihodka, ki bo zdaj izpadel. Zdaj, če bo to obdobje brez dela trajalo dalj časa, pričakuješ ti, da bo prihajalo tudi do množičnih odpuščanj? Zdaj vidimo, v nekaterih državah so celo pač moratorno prepovedali odpuščanje za ta čas, ne? Ja, jaz mislim, da je to zelo pametna poteza tudi pri nas za nekaj časa. To ne bi bilo, tudi ne prvič. Takrat na začetku tranzicije smo imeli moratorij na stečaje, ne, nekaj časa. Moratorij na stečaje se zdaj že nekaj omenja, ne, ampak tudi za odpuščanje, ne, zaradi tega, ker so druge rešitve, je to čakanje, ne, za ta čas. Poleg tega pa seveda zdaj ljudje, ki bi bili danes odpuščeni, tudi enih stvari ne morejo urediti, ne. A veš, kako bo šel na zavod za zaposlovanje, ne? Ali pa na zavod za zdravstveno zavarovanje urejati stvari, ne? Tisto, kar moraš urediti, tako da to bi bilo, po mojem, absolutno, tako kot zdaj vlada vedno reče, do konca epidemije, ne? Veš, tako kot smo mi v ZUJF-u rekli, da takrat, ko bo gospodarska rast to, pa to, ko zdaj oni pravijo, da takrat, ko bo konec epidemije, ali pa še kakšen mesec več, ne? Vprašanje pa seveda financiranje tega, ne? Mi moramo vedeti, da seveda te ukrepi, ki so podobni po vseh državah, nekaterih prej, nekaterih kasneje, tam, ker so jih prej uvedli, tudi zdaj poročajo, da so rezultati boljši, ampak to so ukrepi, ki jih sprejema država, ne? In seveda mora država nositi tudi velik del stroškov teh ukrepov. Nekaj je normalno, da nosijo tudi ljudje sami in tudi gospodarstvo, ampak država tukaj je točno zaradi tega. Ja, zdaj družbena skupina, ki posebej bije plat zvona v Sloveniji, so tudi samozaposleni, ne? Ker pač dejansko načeloma, če je njihova dejavnost odvisna od tega, da se morajo gibati naokrog, ostanejo brez dela in nimajo te neke mreže, ki bi jim jo nudil delodajalec, ker so sami sebi svoji delodajalci. Kaj ti praviš na to, ne? Zdaj neke številke, ki se vrtijo, so 119,000 ljudi in tako naprej. Kakšno je tvoje mnenje? Ja, jaz se s tem zelo strinjam, ne. Zdaj, samozaposleni so zelo široka kategorija, ne. To so espeji, nekateri espeji so v resnici prava podjetja, ki imajo tudi kar lepo število zaposlenih. Velik del espejev so pa ljudje, ki so sami ali pa še s kom, možnosti z družinskim članom nekaj delajo in so dejansko odvisni od projektov, ne. Tudi običajno nimajo ne vem kakšne zaloge, če jim ne gre zelo dobro, da bi imeli neko rezervo finančno, ne. Poleg tega so pa tukaj še zraven v tej kategoriji samozaposlenih ljudje, ki niti niso espeji, ampak imajo recimo neke statuse, ne vem, novinarjev, kulturnih delavcev in tako naprej, ne. Problem vseh teh ljudi, kar je sicer problem tudi za podjetja, ampak še toliko bolj za te ljudi je, da tudi če nimajo nobenih prihodkov, ne, morajo plačati socialne prispevke vsak mesec, ne. In to je, mislim, da bi morali več govoriti o problemu socialnih prispevkov kot o problemu davkov. Saj je vlada pripravila ukrepe za oboje, ampak ne vem, če zadosti. Ne vem, če veš, minimalna osnova, od katere se obračunajo prispevki, je 60% lanske povprečne plače, kar je 1.000 evrov pa nekaj, ne.
In zdaj, če si SP, plačuješ prispevke delodajalce in delojemalce. Se pravi, čez 30% te osnove vsak mesec. Ne glede na to, ali si imel kakšne prihodke ali jih nisi imel. Ne. Ja. A veš, se pravi, podjetje, ko enkrat neha ustvarjati prihodke, ima tudi manjšo davčno osnovo. Vsaj do neke mere. Ne. In če recimo delavcem da, recimo, ki so na čakanju 80% plače, pa mu država nekaj refundira, ne, je ta strošek znižan. Prispevke mora pa še vedno plačati. Ne. Tako da to je zelo velik problem. In tukaj je prav, da se na to opozarja in tudi prav, da so neki ukrepi posebej za to skupino narejeni, in to je ena velikih razlik do prejšnje krize. Ne. V prejšnji krizi leta 2008 Pahorjeva vlada, pa potem tudi naša nekih posebnih ukrepov za samozaposlene v resnici ni bilo. In to zaradi tega, ker je ta kriza bistveno različna od tiste. Ne. Takrat se je pa začela v bančnem sektorju, kot vemo, in se je širila po gospodarstvu in je zagrabila podjetja, kakor jih je, ne, vse naenkrat. Tukaj je pa ljudi, ki so v teh podjetjih delali, pa za ta podjetja. Ne. Tukaj imamo pa zdaj v bistvu praktično v enem tednu, lahko bi rekli čez noč, ne, se v bistvu stav praktično kompletno funkcioniranje družbe, ne, in gospodarstva. In to prizadene vsa podjetja in vse ljudi naenkrat. Ne. In vsi te, ali pa večina teh, bo verjetno upravičena, pa bi morala biti do neke pomoči. Se pravi, tukaj je v bistvu, mi rečemo, ne, pa smo navajeni reči, najprej bomo poskrbeli za zdravje, potem bomo razmišljali o gospodarskih posledicah, ampak med zdravjem in gospodarskimi posledicami je še nekaj vmes, in to je socialni položaj ljudi. Ne. Dohodek in tako naprej, ki bo prvi, ki bo najbolj prizadeta. Ne. Razumem, ja. Ok, Janez, si bo vzela zdaj en krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujejo debato o tem, kako bomo išli iz gospodarske krize, ki bo sledila korona epidemiji. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno dr. Janez Šušteršič, pogovarjamo pa se o tem, kako bomo premagali ekonomsko krizo, depresijo, recesijo, ki bo sledila epidemiji koronavirusa. Janez, preden greva na te širše ekonomske kazalce, bi te sam še vprašal, kaj konkretno predlagaš za izboljšanje položaja samozaposlenih kot dodatni ukrep k tem, o katerih vlada že razmišlja oziroma jih sprejema? Moram reči, da je neverjetno, kako hitro se te predloge pišejo. Ne. Upam, da bodo hitro tudi šli čez državni zbor. Ne. Pa mislim, da bodo, no, v tej situaciji. Ampak, glej, recimo odlok prispevkov je verjetno, tako kot za davke, že tudi mišljen. Jaz bi znižal minimalno osnovo za prispevke, no, za nekaj časa. Recimo, če je zdaj za ljudi, ki so recimo doma zaradi višje sile, ne, kot se temu reče po zakonu o delovnih razmerjih, in imajo 50% plače, potem bi bila to lahko minimalna osnova, ne, ali pa 70% minimalne v resnici, tisto, kar človek mora dobiti. Ne. To je bistveno manj od polovice povprečne plače lanskega leta. Ne. Plus odlok. Ne. Zdaj, drugo vprašanje bojo pa potem kasneje odpisi, ampak ne samo za samozaposlene, tudi za podjetja, ampak to potem, ko se bo videlo, koliko je kriza koga prizadela. Ne. To je normalno, da ne zdaj. Je pa jasno, ne, da v nekaterih sektorjih tudi ni treba dokazovati, da te kriza prizadela. Ne. Če morajo biti vse trgovine zaprte, pa lokali, mislim, ne, vse neživilske, pa še marsikaj, ne. Potem je jasno, da tam bo kdo prizadet. Ne. Mislim, vsi. Da vsaj začasno, ne, vsaj likvidnostno. Zdaj najin kolega tudi iz oddaje, no, komentatorski Ivan Simič, davčni strokovnjak, zelo zagovarja pač dvig splošne olajšave pri dohodnini. A bi to kaj pomagalo zdaj v trenutni situaciji ali ne, po tvoje? Po moje bolj malo. Zaradi tega, ker prvič treba vedeti, da ti ljudje, ki imajo najnižje dohodke, ne, plačajo izjemno malo dohodnine. Ne. Pri minimalni plači je dohodnina minimalna, prispevki so pa taki kot za vse druge. Mislim, enako 100%. In prispevki so
sploh pri nizkih dohodkih, mislim, pri vseh dohodkih so v bistvu pomembnejše breme. Tudi zaradi tega, ker, kot se prej rekla, mrzdo jih mora plačevati, tudi če nič ne zasluži. A ne? Tako da, meni se zdi to bistven večji problem. Zdaj, recimo, z Nemčijo smo danes dobili ene zelo zaskrbljujoče napovedi, ne, govorijo o materi vseh recesij, o 20% nezaposlenosti in tako naprej. Vidimo, borzni indeksi divjajo navzdol, nafta se ceni. Kaj se pravzaprav zdaj dogaja v svetovnem gospodarstvu? Ja, ne, nafta se ceni, voziti se pa ne moramo kaj dosti, ampak pusti to. To je bila šala, no, tako. Ampak glej, zdaj, makroekonomsko gledano je to takole, ne, za to, kar se zdaj dogaja, v bistvu ni bilo enega razloga v gospodarstvu samem, ne. Ampak je to tipičen zunanji šok, tako učbeniški, a ne. Ponavadi se jih moramo zmišljevati za učbenike, za predavanja. Ta je zdaj realen, a ne. In to pomeni, da če to traja malo časa, ne, potem lahko gospodarstvo zelo hitro začne funkcionirati tako, kot je prej. Ne. Če to traja dlje časa, je pa zdaj vprašanje, kaj vmes propade. A ne. Podjetja začnejo odpuščati, kakšna grejo v stečaj, potem je pa to že težje obnavljati. A ne. Tudi kakšne navade se bodo verjetno v tem času spremenile. A ne. Poleg tega, veš, pri nas bo trajalo toliko časa, kolikor bo, nekje drugje bo mogoče se začelo malo kasneje, pa še dlje trajalo, ne. Tako da, če gledaš svet kot tak, bo epidemija verjetno daljša kot v kjerikoli posamezni državi. Tako da, zato je tako zelo važno, kaj se v tem času že počne. Kako se v tem času pomaga podjetjem, da preživijo, pa seveda ljudem, kot sem prej rekel. Ne vsem, ampak tistim, ki jim je treba. Tako da, to se mi zdijo ključne stvari. In če se to naredi, potem bo možno, po mojem, relativno hitro iti iz recesije. Zdaj, ti si bil finančni minister, ne, takrat v obdobju prejšnje krize, ko si moral pač najbolj boleče v bistvu zarezati. Če zdaj primerjaš takratno krizo pa zdajšnjo, kje so podobnosti pa razlike, recimo? Podobnosti praktično ni. No. Ena velika razlika, ta je ključna, je tista, ki sem jo že prej omenil, da je to en dogodek, ki je čez noč prizadel vse. Se ne plazi sorazmerno počasi po gospodarstvu, sorazmerno v primerjavi s tem. To je zelo pomembna razlika. Tako da, druga je pa to, da takrat je bilo v bistvu treba varčevati, ampak to zaradi tega, ker mi smo prevzeli vlado po 3 letih, ko je bil proračunski primanjkljaj vsako leto 6% BDP-ja približno, pa se ni to kaj dosti poznalo v gospodarski rasti in potem enostavno denarja ni bilo več, ali pa ni bilo več za dobiti. Tako rečem, in potem drugega ne ostane, kot da varčuješ. Tukaj je pa zdaj možno seveda preusmerjati izdatke. To je to, kar ta vlada naredila najprej, ko je ustavila porabo ali pa zabremzala porabo tistega, kar je bilo sicer planirano v proračunu, in to preusmerila v te najnujnejše stvari. Druga stvar, ki bi bilo treba še narediti, je seveda neka zadolžitev na zalogo. Dokler se to še da po normalnih pogojih. Sem sicer videl, da Evropa omenja neke korona obveznice, ampak na EU ni zaračunati, da se bo karkoli zelo hitro zgodilo, ker je to pač EU. Zdaj, mislim, če bo to čez 3 mesece, bo to hitrostni dosežek, po mojem, rekord EU, da karkoli naredi. In vmes je treba nekako imeti denarno rezervo. In zato je treba verjetno spremeniti še pred rebalansom te omejitve zadolževanja, ki so bile sprejete v predpostavki, da bo proračun imel presežek, so verjetno temu primerno zelo nizke. Tako da, to je ta ključna razlika. Zdaj, Umar je v zadnji napovedi sicer znižal napoved, ampak še vedno napoveduje 1,5% gospodarsko rast. Zdaj verjetno ni realno pričakovati, da bi imeli rast, saj v letošnjem letu. Kaj ti pričakuješ, da se bo recimo z bruto družbenim proizvodom dogajalo? Veš kako je, jaz mislim, da je zdaj približno jasno, da za približno četrtletje se bo gospodarstvo zelo praktično ustavilo, če ne upočasnilo, ali pa zelo upočasnilo, skupaj s potrošnjo, s porabo in tako naprej, in dohodki se bodo znižali, kar pomeni eno četrtletje nula, če to na letno raven spraviš, je to lahko tudi 20% padec. Ampak to ni, sama ta številka ni tako pomembna.
ključno je to, koliko časa bo zdaj ta epidemija trajala, ne. Kdaj se bo lahko začelo spet neko približno normalno funkcioniranje, ne. Jaz absolutno pričakujem, da bodo te ukrepi, ki so bili zdaj za 14 dni podaljšani, a ne. To je mislim tudi edino logično, ker če se bo začelo kazati, da se mogoče pa v podatkih nekaj vidi, da se nekaj izboljšuje, potem je vse logično, da še malo podaljša, da se še bolj izboljša. Če se bo pokazalo, da se ne izboljšuje še kaj dosti, pa sploh nič, potem pa ne samo, da podaljšaš ukrepe, ampak razmišljaš še o bolj ostrih. Čez 14 dni gotovo in tudi mislim, da vlada to previdno že nakazuje, ne, da bodo šole lahko dlje zaprte, univerza bo ljubljanska. Je že sama podaljšala, ja. Ja, ne, sej. Ampak tako da, in to bo pač kakšno četrtletje, ki bo popolnoma izgubljeno v tem smislu gospodarskih številk. Potem je pa seveda vprašanje, kako bo to delovalo na psihologijo, ne? Pa kolikšen del nekih podjetij, sploh teh malih, ne, ki so najbolj ogrožena, bo tem časom propadlo, ne? Koliko se jim bo uspelo sproti pomagati. In tukaj so po moje ključne stvari. Ti omenil si že Evropsko unijo, pa da na njih ne kaže preveč računati, ampak vendarle, če bi bil zdajle v vlogi finančnega ministra in bi hodil na svet ministrov v Bruselj, kaj bi recimo tam ti zagovarjal, kaj bi svetoval pač EU, kakšne ukrepe? Hodil ne bi, ne. Okay. Ja, se pravi prek videokonference, ja. Tu si mi dobro, ja, ok. Ali pa bi res hodil, ker avioni ne letijo, pa bi mogel iti peš, ne. Okay. Veš kaj, jaz mislim, da pri finančnih ministrih bi bila razprava peš, ja. Ja, je neke sorte romanja, če kaš porozpija. Ampak glej, je pač tako, finančni ministri se verjetno pogovarjajo predvsem o finančnem sektorju, pa o proračunih, a ne pri proračunih. Mislim, da je jasno, da glede izdatkov ali pa primanjkljaja, ki se naredi zaradi te sedanje krize, ne bi smeli biti kakšnih omejitev, razen tega, da se seveda točno ve, kaj to je. Druga stvar, ki bi bilo treba predlagati, ne, lahko da je to tudi že kdo naredil, je glede državnih pomoči. Ne. Večina teh ukrepov, o katerih se zdaj pogovarjamo, pade pod definicijo državnih pomoči in tukaj bi morali se na EU ravni zmeniti za neko generalno klavzulo, ki bi ne samo to dovolila, ampak tudi poenostavila ta postopek. S katerim priglasiš in je potem rečeno, ja, se to je v redu. Itak pa bojo države naredile, kar se jim bo zdaj potrebno, pa bo potem s komisijo razpravljala, je bilo vse v redu ali ne, in tukaj mislim, da bi bila potrebna maksimalna fleksibilnost. To je ena stvar. Kar se pa tiče monetarne politike, o katerih se tudi razpravlja, ne, pri finančnih ministrih pa tukaj težko še kaj dosti narediti. Obrestne mere so bile tako že nizke, lahko se jih še malo zniža, ampak veš, to je tako kot ta ideja, no, da bi, veš, če likvidnosti ne pomaga, če ne moreš proizvajati, pa če ne moreš kupovati. Pa likvidnost ni trenutno problem v bančnem sektorju. Ja. Zdaj, mi smo v specifičnem položaju kot Slovenija, imamo še tam približno 2 milijardi nepočrpanih evropskih sredstev iz te obstoječe finančne perspektive, ki se sicer počasi zaključuje, a bi pomagali, če bi recimo se tu pravila tudi sprostila, da bi lahko ta denar namenili mogoče za kaj drugega, kot smo pred, 7 leti planirali? Ja, gotovo bi pomagali, ja. Gotovo bi pomagali, to mislim, da je tudi en predlog, ki bi v Bruslju naletel. Mislim, zdaj, veš, če bi šlo to za naprej, ne, bi v Bruslju takoj za, ker jih ne bi nadstalo. Ne. Zdaj bo pa stalo, ne, če rečejo, če so oni že malo računali, da tega denarja ne bo nikoli izplačali, ne, tam enim državam, ki nikoli ne speljejo projektov, ne, vseh, ja, jih bo to nekaj stalo, ampak bi bilo edino logično. Ta denar je tako rekoč že tam, ne, v Bruslju. Tako da to je gotovo dobro. Še ena stvar je, treba bo povsod izvzemati birokracijo, ki jo imamo v državi. Ne? Če dam en primer, ne? Delo na domu, tam, kjer se to da, ne? Je nekaj, kar je pri nas absolutno 100% nadregulirano. Ne vem, če ti veš, ampak podjetje, ki ima delavca doma, mora ta delavec to imeti v pogodbi o zaposlitvi in delodajalec je odgovoren, da ima tam zdrave pogoje za delo, vse to, vsi predpisi o varstvu pred delom tako naprej veljajo. Zdaj pa ti povej, kako boš ugotavljal,
v kakšnih pogojih nekdo, ali pa mu mogoče še renoviral stanovanje, zato da boš zadostil predpisom varstva pri delu. Prijavljati je treba vsako tako zadevo. Mislim, da večina ljudi, teh, ki zdaj delajo na domu, te možnosti nima po zaposlitvi. Ker delodajalci tega pa nas tradicionalno niso radi videli, čeprav je to marsikje popolnoma normalna oblika dela na domu. Mislim, organiziranja dela, kjer v bistvu že računaš s tem, da ne boš imel nikoli vseh ljudi v pisarni, ki jih imaš na plačilnem seznamu. Tem ljudem malo krožijo in tako naprej. Je to lahko zelo v redu, samo pri nas se ta sistem nekaj dosti uporabljal. In zaradi tega, ker ga nihče ni zadosti poznal, je tudi tako noro, bedasto, birokratsko reguliran, kot je. In tukaj to nisem slišal, da bi že kdo omenil. Bile so omenjene poenostavitve, recimo pri teh postopkih za odlog plačila davka. Tega pa še nisem slišal. In je, veš, in zdaj se bo marsikaj pokazalo. Veš, če danes spustimo delovno inšpekcijo v državno upravo, kjer ljudje zdaj veliko delajo na domu, lahko začnejo kazni pisati vsakmu, po moje. Kar upam, mislim, po svoje bi bilo fajn, da bi to naredili, ker bi se ljudje pol zavedali, tisti, ki o tem odločajo, da pišejo butaste predpise. Veš. To je samo en primer, je pa verjetno tega ogromno. In to se bo zdaj vse pokazalo, ko bo nekdo rekel, pa dajte to, potem bo pa nekdo rekel, pa sej, kaj pa unčlen, ja. Nekdo mora reči, pozabi, ne velja. In potem, ko bomo enkrat rekli, da te neumnosti, recimo za čas epidemije, pa še 3 mesece pol ne veljajo, jih lahko nikoli ne vedemo nazaj več. Pa bomo jih vredili. Bomo imeli neko korist od tega, pa še prej bomo z recesije. Zdaj, te ukrepe, ki jih je danes vlada sprejela, oziroma jih je finančni minister Andrej Šircelj predstavil, predvsem recimo moratorij na odplačevanje kreditov za podjetja in tako naprej. Rekli so, da Banka Slovenije ni imela pripomb, da banke niso bile najbolj vesele. Kako ti ocenjuješ te ukrepe in ali si generalno pričakoval, da bo Banka Slovenije bolj proaktivna zdaj v tem času? Banke seveda niso bile zadovoljne, veš. Težko bi bile. Hkrati je pa to en od ukrepov, ki, veš, lahko pomaga pri likvidnosti, tisto, kar je ključno v tem hipu. In če se to dela pri davkih, je pa res, da se ni avtomatično, podjetje mora dati neko vlogo in tako naprej, dokazovati, da je prizadeto prav s koronavirusom, ne zdaj, veš, z gripo ali pa z razmerami, kakšnimi drugimi. Ampak še vseeno, veliko jih bo to izkoristilo. Banke pa mislim, da bodo, tukaj pa je potem vloga Banke Slovenije, predvsem pa ECB-ja, da veš, ECB, pa tudi Banka Slovenije kot del tega sistema veliko lažje zagotavlja likvidnost bankam kot gospodarstvo. Prav, če bo tam prišlo, poleg tega pa banke niso v slabi kondiciji. Pač tudi njihovi dobički malo manjši letos. Tako se mi zdi, da to ni tako nelogičen ukrep, kot je neobičajen. Ja, to je res. Ampak lahko pričakujemo v drugi fazi recimo tudi, da bo kaj podobnega sprejeto za fizične osebe, ker naše gledalce verjetno to najbolj zanima. Zdaj se verjetno mrzdo poglavje toče, zakaj ni prevzel SP, ker pa bi to zdaj zavedala. Ne vem, fizičnih oseb je veliko več, verjetno. So pa to majhni krediti, tako da bi se dalo tudi tam kot to narediti. Po moje, če ne vem. Mislim, da bo počasi tudi vsekakor to prišlo na dnevni red. Pa spet, bojo morajo biti neki pogoji, veš. Ljudje, ki normalno živijo, kljub tem razmeram, približno normalno, pa imajo neke prihranke in tako naprej, ne vem, zakaj bi ta ukrep veljal, ampak se tudi za vsa podjetja ne bo veljal avtomatično. Tako da logično bi to gotovo bilo. Kar nadaljuje. Saj že tako, v normalnem bančnem poslovanju, če ti recimo ostaneš brez službe ali pa si 2 meseca na 50% plače, verjetno lahko greš v banko pa rečeš, da bi se mi lahko kaj zmenili. Pametna banka bo temu prisluhala. Če ima pa za to še neko zakonsko podlago, in to tudi so stvari, ki bi lahko tudi Banka Slovenije urejala, z nekimi navodili, priporočili, pametna banka bo temu prisluhala.
prav veliko pametnih bank pa ni. Kako pa recimo zdaj v luči te krize, te epidemije ocenjuješ za nazaj tisti ukrep Banke Slovenije, da omeji oziroma bolj ostro da navodilo komercialnim bankam glede podeljevanja kreditov fizičnim osebam? Ne? Ja, zdaj v luči te epidemije lahko vsako stvar za nazaj ocenjuješ, ampak je to nesmiselno, ker takrat noben ni mogel vedeti, da se bo to zgodilo. Tudi če bi kdo kakšenkoli ukrep decembra pa novembra odgovoril s tem, kaj pa če bo epidemija, bi ga poslali na psihiatrijo ali pa k vedeževalcem. Jaz mislim, da je bil tisti ukrep smiselen, ker pač podatki so kazali, da ta posojila naraščajo. A veš, in je pa tukaj ta problem, ko nam je fajn in lani nam je v glavnem bilo fajn, gospodarsko in tudi se mi zdi, da večini ljudi, ne razumemo takih ukrepov, a veš, in pri prejšnji krizi, je bilo zanimivo to, ko je Greenspan, takratni guverner centralne banke ameriške, potem rekel, da so naredili napako, ker so preveč zaupali trgu in niso omejili rasti posojil, ampak so nekako sklepali, da se to je v redu, pa gospodarstvo teče in tako naprej. So mu vsi ploskali, ampak zdaj, ko pa recimo naš Vasle naredil to, da je mogoče ukrepov malo prehitro, pa malo preveč odločno, so ga vsi napadali. Ampak kaj pa, če ne bi ukrepal in bi prišlo do tistega, kar je hotel preprečiti, se pravi, da bi letos normalno gospodarsko leto in bi se začeli problemi s kreditiranjem, potem bi pa spet prišli do njega, zakaj ni ukrepal. Kranjca smo vsi kritizirali, ker ni ukrepal, pa enega ukrepa ga pa spet kritiziramo. Nikoli nismo zadovoljni, to imaš prav. Zdaj, dosti ljudi v Sloveniji... Najboljše tle, sedeti, ko smo mi dva, pa govoriti, Pol, ne kritizira, mislim, ampak to ni... To mogoče tebe ne, mene kar kritizirajo, ampak okej, pustimo to, zato smo tukaj, mogoče naj pa tudi kdo posluša o teh, ki odločajo. No, vendarle številni v Sloveniji, recimo najin kolega tudi iz oddaje Rado Pezdir v svojih kolumnah v Reporterju, Tomaž Lovše na Twitterju, Blaž Vodopivec alias Prstan na Twitterju zagovarjajo helikopterski denar, tako imenovan zdaj, se pravi neke velike finančne obrizge denarja v obtok. Kaj ti praviš na to? Je zdaj čas za ta tako imenovan helikopterski denar ali ne? Ta citat, ki je tukaj, v bistvu samo prav, da bo reševanje te krize verjetno stalo to kot tiste prejšnje. Meni se to zdi realna ocena, zaradi tega, ker, kot rečeno, je celotno gospodarstvo naenkrat in ljudje prizadeto. In ta citat zame pomeni to, ne smemo se tega bati. Če bo takrat vredno šlo za banke, je zdaj še toliko bolj. Če smo enkrat zmogli, bomo še enkrat. Da bi pa zdaj kar vsakomu nakazali, je pa zelo vprašljiv ukrep. Mislim, da še ni bil preizkušen, veliko se o tem govori včasih, ampak glej, so ljudje, ki bojo preživeli tudi brez tega, tako da je morda bolje targetirati ukrepe. Drugače bo pa, veš, tudi problem je, če zdaj nekomu nakažeš 500 evrov, $1500, to ne vem, kako Trump to dobil, ampak kam bojo pa šli ta denar zapraviti? V bife na morju, v trgovino praktično ne, na počitnice itak ne, a veš, zdravilišča so zaprta, po Sloveniji, a veš, kaj bojo, razumeš, Če že, ampak so to drugi načini, da se spodbudi povpraševanje. Predvsem je treba ljudem s temi ukrepi podobnimi, kot jih zdaj vlada, mislim, temi, ki jih vlada zdaj predlaga, pa še kakšnim morda zagotoviti neko prepričanje, da bojo stvari lahko še normalno. Sprav, da bojo finančno, ekonomsko preživeli in da to ne bo zdaj trajalo naslednje 4-5 let. Ker ko se neka ta osnovna gotovost vzpostavi, potem ljudje itak že sami trošijo. Tako da, veš. Ti pol za kakšen univerzalni temeljni dohodek nisi, če te prav razumem? Pa, glej, ne bi ga uvajal v času krize. Univerzalni temeljni dohodek je zelo zanimiv ukrep, ki v moji glavi za sabo potegne se to, da je to nadomestilo za neke druge socialne prejemke, ne dodatek ostalim socialnim prejemkom. In ja, ima smisel v tem, da pač ljudje imajo neko osnovno varnost zagotovljeno, imajo morda malo večjo možnost izbire. To, o čemer so se prej govorila, malo manj jih je strah.
večkrat lahko šefu sredinc pokažejo, ker ne bojo čist brez denarja, ne, pa ne bojo morali najprej skozi neko birokratsko proceduro, kjer bojo ugotovili, da jim pripada 300 evrov na mesec, a mogoče 500, ne, po koliko časa. Z tega vidika je to zanimiva ideja, ampak helikopterski denar ni to. Helikopterski denar je enkraten ukrep, ne, ki ga izvedeš v veliki recesiji, zato da poženeš povpraševanje. Lahko pa to narediš z investicijami, s kakšnimi drugimi načini. Ravno tako dobro. Zdaj, da bi se pa recimo bali, da bi država zašla v take likvidnostne težave, da recimo pokojnin ne bi mogla izplačevati ali pa plač v javnem sektorju, to pa verjetno ne. Ne, po moje ne. Tako da, ne. Še zmer bojo upokojenci naročnino plačevali za požar report, faktor, pa tako, veš, ni. To zdaj tak problem. No, to so pomirjujoče novice. Ja, veš, če se 1 uro pogovarjava, malo te moram pomiriti. Ja, vse prav. Počas greva h koncu, ampak tole me še zanima, a je pa kakšen segment ali pa sektor, ki pa po tvoje vendarle lahko profitira v tej krizi, ki je zdaj? Ja, nekaj jih je, ne. A veš, ponudniki telekomunikacijskih storitev, teh, ki jih mi da zdaj uporabljamo, a ne, za telekonference in tako naprej, imajo za odlično priložnost, da dajo recimo testne, a veš, verzije programov in tako naprej, a ne. To je en sektor, gotovo, ne. Tudi morda domači turistični ponudniki. Drila, ne, pa dobro, ne. A veš, zdaj, da bi rekel, da bojo oni profitera, ki delajo zaščitno opremo, to je sicer logično, ampak je cinično, ne. Zato so, ne, veš, ampak, ja, gotovo. Kar kaj se bo spremenilo, po moje, tudi v našem načinu razmišljanja, ne. Zdaj bomo 2 meseca trenirali, kaj vse lahko naredimo, ne da bi kam šli, a ne, in potem bomo ugotovili, da je včasih kar v redu nekam iti. Veš, ne. Zdaj, malo odvisno, koliko ti je zoprn biti doma, ne. Ja. Kakšna je tam družba, kakšna je pa v službi. Zdaj, frizerski saloni, ki bojo uspeli preživeti, ne, bojo potem verjetno imeli naval spet, tako da, ne. Ja, najbrž, ja. Čeprav, veš, strižen na marsikdo, ne, ampak dejansko pa, mislim, nekaj se da not prinesti. Jaz mislim, tudi ljudje bojo malo not prinesli vse ure prijetnega druženja in pijančevanja, ki so jih zdaj zamudila, ne, tako da nekaj tega se bo not prinesel. Z veseljem bojo recimo te frizerski saloni naredili kakšno uro, smeno več, ne, če bojo ljudje klicali, ne. Prav. Je pa res, če bo to trajalo 2 meseca, vmes se bomo že vsi tako ali drugače strigali, veš. Ja, bomo videli naslednjič, ko bo oddaji, kako bo izgledala. Malo smo vseeno končali na pozitivni noti. Dr. Janez Šuštaršič, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil antirecesijski 414. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali, zakaj je sprva malo utišana politična in medijska vojna med epidemijo koronavirusa, zdaj že postaja vedno bolj glasna. Predvsem pa ne pozabite, če le lahko, ostanite doma.